Vilvan Style iz prve vrste, na valovih mode ujemate podcast, ki ga vodita Kaja in David. Dobrodošli. V prvi vrsti Vilija. Živjo, danes smo z vami v Domžalah z Ano Cajhen pred Slamnikarskim muzejem v Viliju. Ana je oblikovalka in izdelovalka slamnikov, je res? Tako je, ja. In bomo z njo malo poklepetali o njenem delu in o tem, kako je sploh prišlo do tega, da si se ti začela s slamniki ukvarjati. Ja, jaz že dolgo let sodelujem kot neka kulturna delavka, sprva kot študentka, pa potem v bistvu sem se tudi samo zaposlila, sprva v kulturnem domu, no potem smo pa leta 2012 začeli postavljati stalno zbirko slamnikarstva, namreč Domžale so nastale zaradi slamnikov. In potem sem vodila skupine obiskovalcev in se mi zdelo ful fino, da bi še pokazala, kako se zašije obiskovalcem, ki pridejo. Tako da sem se udeležila tečaja, ki smo ga tukaj organizirali s pomočjo občine, in sem čisto odpadla. In mi je tako fajn bilo to oblikovati, izdelovati, šivati, kazati. In pol je bilo tudi v bistvu povpraševanje po pravih slamnikih iz prave slamnate kite, tako da danes je to glavnina mojega dela. Odlično. In kako pa pravzaprav, v bistvu, veš kaj me zanima, koliko ljudi sploh še zna narediti ta prav slamnik, ampak tako govorim, da kito naredi sam, pa vse. Celoten postopek, ja. Zelo malo, recimo na prste ene roke lahko preštejemo v Domžalah še živeče, starejše gospe, ki so v bistvu delale v tovarni Univerzale. Ta je zaprla vrata leta 2003. In Joži Košak je v bistvu moja učiteljica in ona je tudi sama na lastno pest potem to obujala, dokler ni občina zagrabila z obema rokama in to potem ustvarila muzej in tako naprej. Na tečaju nas je bilo nekje 11 tečajnic, ampak so bile večinoma bolj tako za preživljanje prostega časa, ne toliko v smislu resnega dela, no, tako da 3 recimo osebe v Domžalah, da lahko rečemo od zrnja do slamnika. Wow, pol si tako redka vrsta. Ja, mene pa glih mi je zanimivo, ki si rekla prej izraz iz prave slame. Pouči nas, lajke. Ja. Danes jaz temu pravim poletna naglavna pokrivala. Ne? Večinoma so iz celuloze, iz papirja, zato ker je v bistvu to poceni izdelava in pa v bistvu čist fajn za 2-3 sezone pokrivalo. Iz prave slamnate kite je pa v bistvu postopek precej dolgotrajen, nekje 40 ur, če gremo od zrnja do slamnika, potrebujemo za izdelavo enega. Recimo najbolj pogosto širino kite, ki jo uporabljamo, je nekje 9 mm. Jaz to pletem 1 uro meter. Ko imam seveda pripravljen material, to se pravi razkolenčkano, utrebljeno slamco in tudi fajn namočeno in potem samo pletenje, meter 1 uro. Za slamnik povprečen rabim 30 metrov, da jo zašijem skupaj. Tako da to je 30 ur tle, plus priprava materijala, ne, vemo, pšenička zraste, treba ročno požeti, razkolenčkati, utrebati, posortirati po debelinah. Ja, zato je to v bistvu že 100 let nazaj izumrlo. Uvažali so naši tovarnarji, imeli smo 25 tovarn slamnikarskih okrog leta 1900 v Domžalah. Ja. Samo v Domžalah. Ja, to je bil v bistvu 25, epicenter avstro-ogrske produkcije slamnikov. Pa moramo vedeti, da takrat so vsi nosili glavna. Ja, jaz tudi ne moram verjeti. Te podatke, ja, okej. Ja, tako da 25 tovarn in to smo bili epicenter avstro-ogrske produkcije. In vsi so takrat nosili na glavna pokrivala, pozimi klobuke iz klobučevine, poleti pa slamnike. To je bil tudi statusni simbol. In tako no. Se pravi, statusni simbol tudi za takratno avstro-ogrsko srednjo na Dunaju. Ja, to je potovalo do Dunaja, Trsta, Budimpešta. Kakšno obliko slamnika imaš, je povedal, koliko imaš denarja. Pa kakšno širino slamnate kite imaš. Pa plus okrasek seveda. Večji tale, kako se reče, širom krajc. Krajc,
pa debelejša kita, več si imel denarja. ali kako? Ne, cenejši slamnik je bil. Aha, Bolj je bila okej. fina, tanjša je bila, dol si jo pletel, dražji material je, več si jo porabil, bolj si bil preseb finančno. In kdaj so pol vse te tovarne izumrle? Dokdaj je zadnja tovarna sploh obratovala? Ena izmed velikih prelomnic je bila pač konec druge svetovne vojne, ko v bistvu ni več Avstro-Ogrske, ni več trga, kamor so prodali in so se mogli v bistvu združiti. Nekateri tovarnarji tirolski so se preselili nazaj na Tirolsko, no. Nekateri so pa tukaj ostali in se združili v tovarno, ki jo kasneje poznamo kot Univerzale. In to je bila zadnja delujoča slamnikarska tovarna, ki je vmes, da je preživela, tudi uvedla konfekcijo in pa klobuke. Ta je zaprla vrata leta 2003. In tukaj so z vojnima prekinitvama 130 let šivali slamnike. Wow. Ja. Wow. Kako pa je zdaj? Avstro-Ogrske ni več, vojn ni več, kako pa je zdaj? Slovenci zapopadajo za slamnike? A govoriva danes ali po prvi svetovni vojni? Govoriva kar dan danes. Zdaj. V moderni dobi. V moderni Tukaj in dobi, ja, tukaj in zdaj. Ja, tako, sprva so bili v bistvu ljudje, ki so že poznali Univerzalove slamnike in so prišli v muzej kupiti iz prave slame. Drug segment kupcev je bil po raznih kožnih operacijah, po raznih poinfarktnih stanjih, da so potrebovali zaščito pred soncem, res pač kvalitetno zaščito. Danes, v zadnjem letu, je pa to zelo modni boom, tako da, ne, saj veste, na vseh modnih barveh so bili slamniki oziroma pokrivala it kost, tako da se je spektr kupcev spet razširil. Kaj pa se pravi, sezona slamnikov je v bistvu v poletnih mesecih. Kaj pa delaš pozimi pol? Pozimi se pa pripravlja na naslednjo sezono, tako da pozimi se šiva, se pripravlja material, take zadeve, no, potem poleti oziroma od marca naprej se pa ta prodajna sezona, no. Imamo pa tudi v Domžalah vsako leto, no zdaj ga 2 leti nismo imeli, no, ampak imamo slamnikarski sejem, drugo soboto v juniju, ki uradno prikazuje odprtje nošenja slamnikov, ne. Takrat damo vsi slamnike na glavo in to je to, začetek poletja za nas. Hudo, cele in pol žurate. Cele Domžale, ja. Žurajo s slamniki na Ja, glavi, ja. noro. V glavnem, Ana, ti si bila z nami tudi v Izoli na enemu tripu Viljevmu in si sabo prinesla en tako čudovit slamnik, ki ga jaz ne morem pozabiti. Daj povej zgodbo tega slamnika. Ja, misliš verjetno Made in Domžale, to je slamnik, ki je v bistvu zrasel na moji njivi praktično, lahko rečem, no. Pira je zrasla na moji njivi, to sva z Milko Breznik, mojo penzionersko prijateljico, ki plete slamnate kite, lepo spletle v cikcak kito, to je posebno tako specialno pletenje na 4 bilke. In to je recimo tradicionalno pletenje za nek slamnik? Ali... Ne, to je v bistvu neka posebna tehnika, v bistvu v času mode, no, takrat se je zelo spreminjalo, ne, to je bilo, ne vem, 1880 ful popularno, ne, čez 10 let je bilo pa to kmečko, ne, tako da težko rečeva, kaj je bilo, ne, oni so bili zelo modno ozaveščeni, kaj je trendi in tudi moda se je nenormalno spreminjala iz leta v leto, ne, če se spremljamo, tako da težko rečem, ni bilo neko tradicionalno, no, ampak je pa meni osebno najlepše pletenje, no. Tudi zelo dobro se struktura vidi in potem je to zašito na 110 let stari mašinci, zgoraj v muzeju in pa potem notranji, zunanji trak in je tak v Girardi obliki sem ga naredila, ker je taka elegantna, večna, no, in ja, tudi meni je najljubši kos. Bravo, bravo, res vse pohvale. Jaz sem čisto navdušena, da je nekdo vzel to pobudo, da se ukvarja z neko tako tradicionalno zadevo, ki je definitivno uporabna tudi v sodobnem času in mislim, da pač slamnik je en tak večen kos, ki nikoli ne bo šel ven iz mode. Tako da bravo tudi občini, da je pač dala to pobudo, da se je sploh odprl muzej in da se izobražuje naprej tudi mlajše generacije, ne? Ja, zelo delamo na tem, da bi organizirali čim več tečajev, sicer so omejitve in pri mašinah in pri materialu,
Ampak ja, gremo v to smer, zato ker tudi v bistvu sama moda nam daje neko okno in tudi nevarnost sonca. Papirnik ni več, ne zadošča. In če iščemo nek kos, ki nam bo 15-20 let služil, pač posegamo po pravem. Iz prave slame, slamniku nima 20 let biti kaj. Če poči šiv, ga prineseš tukaj na remont, ti zarobam, zašijem in je stvar še naprej uporabna. Hudo. Jaz bi se definitivno prijavila na ta tečaj enkrat, ko bom imela malo ekstra časa. Ja, bomo čez zimo organizirali, da do sezone izpilimo tehnike. Je pa tako, a si trmasta po karakterju. Ja. No, pol si primerna kandidatka. Ja, isto pravga testa, ker jaz na prvem tečaju sem mislila, da bom vrgla puško v koruzo, tako res ta tretjič. Rabila nekje 20 ur za slamnik, če ne bilo Joži, ga še danes ne bilo, tako da tukaj res pač moraš privzgojiti občutek za oblikovanje, za v bistvu, ker ga ne oblikuješ ga prosto, ko se v bistvu šiva, ga ti oblikuješ in ta občutek moraš, to pa itak samo praksa prinese. Tako da čez trmasta lepo vabljena. Koliko različnih vrst slamnikov pa oblikujete? To imate prav določene kakšne modele, pa ga potem, pa okrasje, pa kraj, širina krajca. Širina krajca, ja. Ja, v bistvu jaz se zelo tako prepuščam domišljiji. Meni je najboljše narediti nekaj ekstra. Vedno, pa tako za osebo, da točno spoznaš osebo, da vidiš, za koga narediš, da točno preceneš, kaj bi sedel tukaj, me verjetno čisto štekata. Ful se izogibam teh kalupov, imaš pa te osnovne forme, recimo fedora, osnovna ta moška oblika, damska, ta z okroglo bučko in pa recimo Girardi z ravnim oglavnim delom. Širina krajca, okrasje se pa pač igraš, tako da čisto po navdihu. A lahko poveš, kaj je bilo, ne vem, takrat 100 let nazaj, pa 150 let nazaj, najbolj moderno? No, gremo 100 let nazaj, 1921. Avstro-Ogrska, tako imam, ne? Krasna je, Tudi mene res imam, res, ja. No, rečemo 100 let nazaj v Evropi, pač zelo turbulentni časi, gremo raje čez lužo, pa gremo v Ameriko. Girardi, Boathead. Recimo, pogledajte si kakšen ta film, se malo spomnite, kako ravni, vsi ravni. In potem tudi globina oglavnega dela, pork pie, višji, pol že skoraj na cilinder varianta. To je bil tisti najbolj popularen kos, in tudi najdalj se je obdržal. Pri nas v avstro-ogrskem bazenu, če lahko tako imenujem, je bil pa isto, že nekje 20 let prej modern. In je dobil ime Girardi, pri nas se to imenuje Girardi, ne Boathead, tako kot čez lužo ali pa v Angliji. Po Alessandro Girardiju, to je bil operni pevc in je bil v bistvu tudi finančno spodbujen, da nosi ta model, da ga je v bistvu spromoviral in da je postal modern. Se pravi neke vrste influencer. Ja, to je tako. Hudo. Super. Jaz sem prepričana, da je teh zgodbic še ful veliko, tako da ziher boš še kakšno nam povedala v muzeju. Če pa vas zanima še kakšna zgodbica, pa vizit Domžale v Slamnikarskem muzeju. Midva so pa tebi, Ana, eno darilce preštimala, ni lih iz slame, no. Ne, krasno. Kapca, da best. Evo, no to pa še nimam, vsa pokrivala možna, imam kapce pa še nimam, tako da hvala, še paše mi. Da best. Hvala, Ana, da si vzela tale čas za nas in za Vilija in za vse naše poslušalce. Ja, hvala vama, da ste prišla in hvala za sodelovanje. Meni je to zelo všeč, da se takole bondamo in da kaj novega pogruntamo, tako da... Tudi meni. Super, tudi meni. Čau!